Dragi gledalci, drage gledalke, danes spet lepo pozdravljeni v spletni oddaji Splet besed. Naj omenim, da oddaja že nekaj časa ni več samo spletna, je tudi, ampak danes tudi pozdravljam publiko v živo. Mislim, da je to res po zelo dolgem času prvič, da imamo spet publiko. Mislim, da se to zdaj po novem imenuje hibridni dogodek ali nekaj podobnega. Sem pa zelo vesela vsekakor, da smo zdaj na dveh linijah. Danes je z mano pisatelj Alen Nemec. Alen, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen tudi vi, ja. Kako si in kaj počenjaš v teh poletnih dneh? Ja, sem dobro, v bistvu odlično. Zdaj sem že kar nekaj časa na dopustu. Drugače sem učitelj in kot veste, imam učitelji malo več časa poleti, da se malo spočijemo, pa damo možgane na off. Precej časa mi vzame družina, imam mlado hčerko, še ne 1 leto staro hčerko, tako da je kar dosti stvari in ostane v bistvu malo časa za kaj drugega. Ja, celo pa za kakšne daljše tekste. Predvidevam, da je kar projekt takšne stvari združite. Ja, res je. Zdaj v bistvu mi je pa malo korona pri tem pomagala, ker smo bili šola nadaljavo in sem, kolikor je pač bilo še časa, malo časa je bilo fraj, ampak sem vseeno nekaj napisal, ampak o tem verjetno malo pozneje. Tako, bova še marsikaj rekla danes. Zdaj, Alen, jaz sem te povabila, ker si pač mislim, da edini prekmurski pisatelj, ki je napisal žanrski fantazijski tekst. Naslov tvojega teksta je Mečevalec oziroma Vstajenje mečevalca, je naslov prvega dela trilogije. In seveda sem bila radovedna, kaj je to, ker do zdaj, priznam, tega romana še nisem prebrala in mi je zelo všeč, da posegamo tudi po žanrih, ker smo do zdaj nekako bili bolj zamejeni na poezijo in na tisto klasično leposlovje, ampak seveda žanrski teksti zasedajo ogromen prostor tako v svetovni kot tudi domači književnosti vedno bolj. Ampak predvsem zato, ker v Prekmurju res je to bolj ali manj redkost, da se nekdo loti takega žanrskega teksta, tako da sem zelo vesela, da si se mi danes pridružil. Zdaj pa za vse tiste, ki te ne poznajo oziroma ki še ne vedo, kaj si naredil, bom čisto na kratko prebrala tvojo biografijo. Torej, Alen Nemec, pisatelj, rojen leta 1990, magister razrednega pouka. Obiskoval gimnazijo Murska Sobota, trenutno je zaposlen kot učitelj razrednega pouka v podaljšanem bivanju na osnovni šoli 1 Murska Sobota. Živi in ustvarja pa v Turnišču. Leta 2017 je izdal prvo knjigo trilogije Mečevalec, Vstajenje mečevalca. Gre za fantazijski roman na 340 straneh, ki govori o neustrašnih bojevnikih, ki bodo ljudstvo obvarovali pred temnimi silami. Vstajenje mečevalca je eden redkih romanov v tem prostoru s fantazijsko tematiko. V njej so tudi tematske avtorske pesmi. Alen je ljubitelj fantazijskih filmov in serij ter nogometa, pred izidom pa je njegov novi roman, tokrat pa detektivski. Zdaj, Alen, tvoj roman ima kar velik obseg. Je hud projekt neko tako zadevo izpeljati do konca? Ja, kot si dejala, je kar obširen. Pisal sem ga v bistvu več let, ker je malo bilo seveda študijskih obveznosti, pa tudi kaj drugega je prišlo vmes. V bistvu sem ga začel pisati že tam 2013-2014, ampak potem do 2016-2017 nisem našel kaj dosti časa in sem v bistvu večino potem konec 2016, začetek 2017 napisal. Moraš pa imeti res dosti prizadevnosti, volje, energije, ker večino sem pisal večer ali pa za prvi del noči, ker nekako takrat tudi bolje ustvarjam. Pa moraš imeti seveda domišljijo. Brez tega ne gre, neko vizijo, nek načrt, čeprav jaz sem malo delal
bolj tako neplansko, ker imam pač res gre kar ven z mene, mi ni problem nekih misli nabrati, tako da ja, ni pa enostavno, ampak se pa da, če je volja. To sem te ravno mislila vprašati. Zdaj, glede na to, da pelješ več zgodb oziroma več linij zgodbe, kako je pri tem? To si moraš verjetno narediti kar ne vem, kot si rekel, plan oziroma en načrt, tudi kako bo tekla zgodba, verjetno ne gre to kar tako, da se usedeš in kar pišeš. Ja, nekaj takega je, ja. Zdaj v bistvu, če pišeš kaj krajšega, je mogoče, ne vem, z nekega vidika mogoče malo lažje, čeprav je tudi zahtevno, ker tam, ne vem, nekaj dni, tedno ustvarjaš, narediš pa se, lahko sedeš, mislim, prenehaš. Pri meni je pa to malo drugače, ker začnem, pa komaj eno poglavje napišeš, pa že kar nekaj časa mine, imaš kakšne druge obveznosti, pa mogoče že malo pozabiš, kateri lik si kam odvedel, kaj si vpletel, koga si mogoče že skril ali bi ga prihranil za pozneje, ne? Torej moraš si nekako ustvariti, kako boš like razvijal, nek dogajalni čas, prostor, vsega pa, kako pravim, ne moreš vnaprej predvideti, ker jaz pravim, da dobro delo more tudi priti samo od sebe, ne pa da je to tako načrtno. Pa si vmes tudi, recimo, kaj, ne vem, črtal, brisal, ne vem, premaknil kakšno poglavje ali pa kakšen del ali pa kak odlomek, ker meni se pač zdi dokaj zahtevna struktura, predvsem, ker pač ne gre res samo za eno linijo zgodbe. Tako da verjetno je bilo tudi nekaj, ne vem, prekladanja. Mislim, sama sem tudi pisala roman, pa vem, kako je to, recimo, da eni imajo tudi tak način lepljenja teksta, ne. No, tega pri meni toliko ni bilo, jaz pač pišem in to, kar začnem, nekako tudi v tej liniji speljem pa končam. Kaj malo že prirediš, pa malo zbrišeš, kaj dodaš, ampak da bi pa nekaj konkretno spreminjal ali pa tudi na koncu, da bi videl, da nekaj mi ne gre tako, kot sem se zamislil, tega pri meni nekako ni bilo, no. Sem imel kar dobro vnaprej izdelane stvari, no. Pa si recimo že na začetku, preden si začel, si imel v glavi čist celo zgodbo ali se je sproti razvijala? Ne, razvijala se je sproti, ker je preveč obširno, da bi to imel vse v glavi. No, saj imam marsikaj v glavi, ampak da bi pa toliko vsega imel, ker je vseeno preveč je, no. Tako da se je kar sproti razvijala. Zanimivo. Mislim, no, sama menim, da ti je pač uspel ta velik zamah, da si res pripeljal roman do ene točke, kjer pač daš ene nastavke za naprej. Se pravi, tisti, ki je prebral pač prvi del, seveda zdaj čaka na drugi del. Tako da bova o tem še kaj rekla. Ja. Zdaj bi te pa lepo prosila, če nam postrežeš z kakšnim odlomkom, da sploh slišimo, zakaj gre oziroma kdo nastopa v tem romanu. Ja, dobro, zdaj koliko bo se z tega odlomka izvedeli, je pa mogoče drugo, ne? Ker zdaj, jaz sem si izbral v bistvu en odlomek in to je to, kar sem jaz na začetku napisal. Prvi 2 strani, kar sem jaz napisal romana, bom zdaj prebral, je pa to potem sem uvrstil nekje na drugo tretjino romana, ne? Tako da jaz sem, kako je nekdo ne vem enkrat zapisal, v enem mediju začel pisati na sredini. Aha. Kar en odlomek, no, ki sem je odvrtel, pa sem ga napisal. Noč je temačna kot še nikoli. V šumenju dreves je zaznati slabost, nemirnost. Listje z neumorno hitrostjo pada z dreves. Ko se ozreš na nebesno obzorje, postane jasno. Ta noč je morda končna. Izven dvorane se slišijo kriki. Ne morem več. Ne moremo več ubežati. Zgrinjajo se nad nas in ni jim videti konca. Izgledajo, kot da ne bi nikdar v svojem bivanju doživeli lepoto in strpnost. Oddaleč so nam podobni, le da so višji za 2 ali 3 gležnje. Nosijo črne čelade z rdečo prevleko. Preko telesa se jim razprostira temno-sivo pregrinjalo, obdano z več ostrimi oboki. Ljudje vpijajo. Ne moremo več. Začne deževati. Zemlja je obarvana rdeče. V prostoru se premikajo mogočna vrata, ki ne morajo izdržati bremena zunanjega hrupa. Le še nekaj 10 nas je ostalo. S sekirami smo zadelali vhod v glavno dvorano, a to jih ne more ustaviti.
Predtem so ubili naše brate, hčere, žene in vse, kar nam je bilo ljubega. Mi smo samo še nuja, ki jo morajo pokončati, da odrešijo svoje duše. Še malo, pa bo končano. Vrata se tresajo, kot da bi bila iz listja. S sotrpini se še zadnjikrat spogledamo in upamo, da bo čim prej konec te noči. Še vedno slišimo krike, ki so jih predtem spuščali naši bratje, kolegi, in ti nas preganjajo, da ne vemo več, kam bi vtisnili tiste lepe stvari, ki smo jih imeli v življenju. Od njih ni ostalo nič več, kot rdeča zemlja. Naša duša je prazna, njihova pa polna. A ne spominov na lepe stvari bivanja, temveč na strašanski glas njihovega vodje, njihovega kralja, kot se sam imenuje. A to ni človek kot mi, to je stvor brez duše in strahu, to je postava iz onostranstva in oni mu sledijo. Čeprav so bili včasih podobni nam, ki imamo dušo in strah, ki nam v tej temačni noči jemlje dih in nam povzroča težke kosti. Še vedno stojimo in čakamo, da pridejo do nas. Vsi se počutimo, kot da smo prvič bitki, kot da prvič držimo sabljo v rokah. Vemo, da bo ta sablja končala v našem mesu. Vrata začnejo popuščati pred silno težo nasprotnikove moči. Mislim, da je naposled konec. Sedaj se še zadnjič pogledamo v oči tistih, ki so kot mi, kajti že čez nekaj trenutkov bomo zagledali postave, nepoznane našim očem. Vrata so padla. Peščica zbranih čaka na konec. Prišli so samo svojo temačnostjo in veličino. Križ teče iz peščice. Mislim, da je... Alen, hvala za tvoj prispevek, Brownie. Zdaj, kaj dosti zgodbe ne bova izdajala, ker v bistvu gre za besedilo, kjer je v bistvu najmočnejše gonilo ravno pričakovanje, kaj se bo zgodilo naprej. Kaj ti meniš, kaj poganja takšen tekst, kaj je najbolj bistveno recimo za fantastično besedilo, v katerem je pač nekako glavni motivni lok spleten okoli vojne? Ja, jaz menim, da je glavno vodilo, da bralca držiš vedno v neki nestrpnosti, da ne ve v bistvu, kaj se bo zgodilo, ampak to je tudi ena umetnost, da v bistvu on ostane pri branju, ne? Ker če knjiga ni mogoče zanimiva, bo bralec odnehal, ne? Mislim, da pa vsi, ki pišemo, mi bolj poljubno, mislim, ljubiteljsko, pa tudi tisti, ki pišejo bolj profesionalno, pa želimo, da bralec ostane pri nas, ne? Da ga vedno držimo zraven, pa da v bistvu mu približamo samo dogajanje, ne? Zame je pomembno, da tisti, ki prime mojo knjigo v roko, da se počuti, kot da je on zdaj tam. Da ko to prebira, da mogoče takrat pridem, ko zaspi, samo to kakšen dogodek tudi odvrti, da se morda najde v kakšnem liku. Mislim, da je to kar pomembno, ker če liki niso tako dograjeni, kot morajo biti, potem verjetno se bo ta nit med zgodbo in med bralcem tudi izgubila. Ja, to zagotovo. Saj mislim, da nekje misliva podobno, da pač res rabiš en ta spin oziroma ene obrate, na katerih pač bralca dobiš, ne? Kako je pa bilo recimo med pisanjem? Si imel kakega tistega prvega bralca, ki ti je mogoče vmes povedal, joj, glej, tu pa zdaj, ne vem, napetost pade, ne vem, si imel kakega sprotnega kritika? Ja, imel sem, ker menim, da je to tudi potrebno, sploh zame, ki sem pisal zdaj to prvi roman, morda bo zdaj pri drugem kaj lažje. Imel sem v bistvu 3-4 osebe, tudi določene profesore iz tega področja, ki so v bistvu prebirali to zgodbo in mi potem dali kakšne napotke za naprej, da sem potem malo še določene stvari izboljšal in je bilo potem bila ta stvar tudi primerna za izdajo. Zdaj, zanimivo je, liki. Zdaj, v bistvu gre za precej obsežen tekst, ki je postavljen v pač en čas, en mitski čas, pač prostor in čas sta zgrajena okoli kraljestev,
Imaš pa tudi na začetku cel zemljevid pač te dežele, v kateri se tvoja zgodba dogaja. Imaš pa tudi like, ki so pač nosilci celotne zgodbe. Se pravi, zdaj v prvi knjigi sta v prvem planu nekako dva kraljeva sinova, starejši in mlajši, ki gresta vsak na pač svojo misijo oziroma vsak na svoje popotovanje. Vsak ima pa seveda zraven sebe tiste svoje privržence oziroma prijatelje vojne. Zdaj, kako si pa gradil like, recimo, so se ti popolnoma sami nekako prikazali, odprli, ali kako je bil to čisto po navdihu? Ja, bolj to drugo, ja. No, ne vem, preden sem začel pisati, malo prebiral te stvari in večina teh znanih pisateljev, recimo, si like naprej strukturira, ne, in točno določi njihovo formo, kaj bodo delali in kje bo njihov konec, ne. Jaz pa nekako sem vseeno bolj ljubiteljski, sem se te stvari lotil nekoliko drugače. Neko osnovo sem si glede likov sicer naredil, potem so se pa oni nekako razvijali po svoje, našli so svojo pot. Oziroma, te svoje lastnosti so obdržali, ne? Ker lik mora imeti neko osebno lastnost, neko osebno rast, ampak pot pa jaz pravim, da mora lik najti sam, kako tudi bralec. Bi naj v vsaki zgodbi sam našel tisto neko vodilo, zaradi katere bo potem tudi ostal do konca knjige in bo te like nenazadnje tudi spremljal. Ne? Za meni osebno je všeč, recimo, da ima pač ta glavni lik, ima tudi izrazite moralne kvalitete, kar je najbrž tudi v žanrskem tekstu nujno, da je pač, se pravi, glavni lik nekako tudi good guy. Kako bi rekla? Ja pa ne, ker ni pa nujno, ker vseeno gre za malo bolj domišljijsko, fantazijsko literaturo in tu včasih, oziroma velikokrat ne gre vse tako kot je predvideno in tudi tisti negativci dostikrat pridejo v ospredje in tudi morajo, ne, ker drugače se zgodba ne more normalno razviti, ker vseeno gre za bojevanje, tudi kasneje za določene bitke in morajo tudi negativci imeti svojo vlogo. Vseeno pa sem, tako kot je tudi ponavadi, pristaš tega, da na koncu, če je le možno, mogoče zmaga tisto malo bolj svetlo, no, kot tisto temno. Ja, pravzaprav, ali je možno sploh narediti fantazijski tekst brez klasičnega boja med dobrim in zlim? Jaz mislim, najbrž da ne. Ker pač žanr ima neka svoja pravila, ima tudi idejna pravila in tudi nekako zgodbe so dokaj določene. Se pravi, ne moreš ti za nekako hudo eksperimentirati, ne, z samo idejo. Težko, ja. Zdaj, tudi če gledamo te bolj znane pisatelje, pa tudi Igro prestolov, Gospodarja prstanov, Hobite, pa še kakšne druge, zato je tudi vedno so neki negativni liki, ampak to tudi krepi samo zgodbo. Ne. So tudi v življenju vsakega izmed nas krepi nekaj negativnega. Ne. Če je vse dobro, potem nobeden iz nas ne bo zrastel. Ne. Če pa te nekaj včasih malo vrže nazaj 2 koraka ali pa te malo prizemlji, potem pa tudi, če si pravi, se boš dvignil in iz vsega tega iz zgodbe potegnil največ, kar se da. Ja, se tudi pri likih, pač ne vem, kdo je izjavil, da literatura rabi like, ki jih lahko sovražimo, ker pač imamo kot ljudje tudi negativna čustva. In ravno negativna čustva so tista, ki vse skupaj malo začinijo oziroma nam naredijo en adrenalin, ker konec koncev je nek adrenalin branja žanrskega teksta. Ja, se strinjam, ja. Se tudi drugače, tudi ne vem, pri filmih je tako, da če ni nekih zapletov, pa nekaj slabega, dokler se nekaj slabega ne zgodi, niti mi ne razvijemo nekih čustev močnih do tistega filma ali pa do knjige, ali pa obratno, ne. In zdaj med nami so pa tudi verjetno tudi osebe, ki so pa bolj, ne vem, negativno nastorjene, pa so mogoče tudi med nami kakšni negativci, pravijo pa spet kaj pozitivnega. Ne vem, jaz tako razmišljam, verjetno. Večino mogoče tako ne razmišljam, ampak jaz, ko malo fantazijo pišem, malo z vseh zornih stvari to gledam. Ja, iz zornega kota žanrskega teksta smo gotovo, kje tudi mi negativci, ne, za koga. Seveda. Ja, tako da, ja, zanimiv pogled, no.
včasih bi mogoče morali z te strani gledati. Zdaj naslov je Mečevalec. Se pravi, to nam pove, da je nekje v osrčju same ideje oziroma teme je nek meč, se pravi, in nekdo, ki s tem mečem dela. Zdaj prvi del je torej vstajenje mečevalca, se pravi, mečevalec postane. Zdaj, zakaj si se odločil ravno za mečevalca? Oziroma se ti zdi, da je mečevalec en tak mitski lik, ki predstavlja nek, ne vem, mit o odrešenju človeštva? Dobro, zdaj tu je več zgodb. Meni je nekako, ko sem začel pisati, sem videl, da v tej zgodbi je več bojevnikov, ne? Tudi vojska, tudi nekdaj so se v srednjem veku, kamor sem s to zgodbo nekako postavil, sem imel konjenike, sem imel strelce, pehoto, pa sem imel tudi mečevalce. Ne? Mečevalci so nasplošno v kulturah določenih držav že bili prisotni v različnih poimenovanjih in meni se je ta beseda nekako, ko sem se izražal, nekako vtisnila, nekako močno mi je postala, sem jo začutil in sem se pač odločil, da dam nekako tudi v ospredje in sem jo tudi uporabil potem za naslov. Je pa res, da prvi del je zdaj vstajenje, ker nekako pač mečevalec se mora pojaviti, zdaj naprej pa bo mogoče ne bo ravno mečevalca v samem naslovu, ne? Ampak to bo še v nastajanju, ker kot si prej rekla, zdaj sem nekako delal na nečem drugem. No? Mečevalec, drugi del pa potem še pride malo pozneje, ker enostavno smo malo omejeni, ne? Dan danes s časom pa ne gre vse naenkrat, kako bi si želeli. Ampak bo. Ampak bo, ja. No, ker recimo bralci se bomo počutili prikrajšane, če ne bo, ne? Tako da... Ja, zdaj kdo je to prebral, bo mogoče pričakoval, zdaj nekdo, imam pa mogoče tudi kakšne znance, pa so mi rekli, zakaj pa kaj drugega nisi napisal, ne? Zdaj pa fantazijo, ajde na film še gledamo, beremo pa toliko ne? Bolj recimo pri nas dosti se berejo angleški ali pa kakšni drugi prevodi teh znanih avtorjev, ne? Mogoče še niti v Prekmurju ta domišljijska fantazijska literatura ni toliko v ospredju, ne? In tudi nekako potem sem to razmišljal, pa mečevalca mogoče nehote dal malo zdaj v ozadje in delal potem na eni drugi, malo bolj detektivski smeri. No, meni se pa ravno zdi, da tovrstnih tekstov, predvsem v domačem okolju, res primanjkuje, ker je pač ta žanr, če že ne preko knjig, pa vsaj preko filmov, serij, mislim, to je top žanr, ne? S tem skoraj ne moreš zgrešiti, tudi če si recimo to tvoj prvi roman, je nekako, ne vem, se mi zdi, da fantastika vedno povleče. Ampak zakaj misliš, da je tako malo, recimo, se odločamo, tudi slovenski nasplošno pisatelji za neke žanre, ne? Ker se mi zdi, da tudi bolj pišemo to sodobno klasično literaturo. Zdaj detektivka je recimo se kar malo razrasla zdaj v zadnjem času, po zaslugi nekaterih pisateljev, ki so si pač drznili deloma tudi orati ledino. Ampak zakaj misliš, je to tako še pri nas nekako v povojih? Ja, ne vem, tudi tu je lahko več vzrokov. Mi Prekmurci smo še v določenih zadevah malo preveč tradicionalisti. Tudi jaz sem tako dobil potem občutek, ne, ker sem v bistvu izvedel, da sem prvi, ki sem ta žanr v Prekmurju sploh zapisal. Mogoče je bila kakšna krajša zgodba, črtica, ampak da bi pa kdo se lotil tako obširno, pa še tega ni bilo pri nas. Tudi v Sloveniji je zelo malo, v tujini pa recimo dosti bolj. Kot si sama rekla, so zdaj v zadnjih 10-15 letih, mislim, da kar, ne vem, tretjino ali pa četrtino teh večjih, bolj gledanih uspešnic je bilo kar z te fantazijske literature. Drugače pa mogoče si nekdo ne upa, ne? Ker vseeno je obširna zadeva, dosti različnih zgodb se prepleta, vključiti moraš ogromno imen, likov in je to potem tudi zapleteno o tem razmišljati, dograjevati. Ne vem, jaz sem, ko sem tudi kaj drugega krajšega zapisal, ampak še nisem izdal, mi je bilo lažje se sesti zraven, napisati, ne vem, 10-15 strani in to je to, ne? Pa sem šel mirno lahko spat. Tu pa potem ne greš mirno spat, tu pa še
vse skozi razmišljaš, kaj bi lahko spremenil, kak boš dodelal, kdaj boš tega lika izločil, ga boš ubil, kdaj boš novega privedel, neke spletke, zarote so malo bolj kompleksne in jaz pravim, mogoče zaradi tega si nekateri ne upajo ali pa nočejo k temu zraven, ne? Ali pa ne vidijo v tem izziva, ali je pa prevelik izziv, ne vem. Bi morali še vprašati mogoče koga drugega, ki je malo bolj izkušen od mene, pa malo več ve o tem. Ampak ti si že prej kaj pisal ali je to res tvoj čisto prvi tekst? Pa dobro, jaz sem marsikaj pisal, ampak nisem pa nič izdal, ne, in ne vem, uradno je moj to prvi roman, ne. Sem pa pisal kakšne kratke zgodbe, tudi pesmi, ampak to je pa ostalo tudi samo zapisano, samo na nekje v predalu, tako kot verjetno pri večjemu delu ljudi, ker imam tudi izkušnjo, da marsikateri znanec je kaj napisal, ampak potem pa to ni prišlo do konca, ni se rezultiralo v izdaji. Ker zopet ali ni bilo dovolj poguma, vztrajnosti, ali se je pa kje drugje zataknilo. Ja, se tudi sam si se v bistvu odločil za samo založbo. Ne vem, se verjetno je res pač tisto. Pri samo založbi se ti tudi nekako zdi, da si pač ti tisti, ki vse skupaj kroji, ne? No, ampak mogoče zdaj, če bi imel možnost izdati pri založbi, kako bi se raje odločil za založbo? Ja, zdaj za nazaj težko povem. No, za naprej. Za naprej pa, vkolikor bi bila možnost za kakšno kvalitetno založbo, bi seveda se kaj tudi mogoče v tej smeri odločil, ker vseeno ti, zdaj, ko sem sam izdal, sem imel dosti drugega dela, ne? Torej birokratskega. Vsi vemo, da pri nas v Sloveniji karkoli, da ti izvedeš, je to kar večmesečna procedura, ne? In tako je tudi pri izdaji ene knjige, ne? Mogoče si nekdo sploh ne predstavlja, koliko dela je to, da to ni samo, da ti napišeš, ampak so še kar ene druge zadeve, ki temu sledijo. Vedno sem odprt za kakršnekoli možnosti sodelovanja, je pa meni kot ljubiteljskemu piscu, ne? Jaz pravim, jaz nisem, ne vem, mislim, uradno, pisatelj, ampak jaz sem ljubiteljski pisec, ne? In sem tudi manj znan, ker smo vseeno še mladi, se še razvijamo in nam je težje priti v kontakt z določenimi vezami, z založbami, kot pa mogoče kakšnim uveljavljenim avtorjem, ki knjigo izdajo tak, ne? Pač je mogoče kvalitetna ali pa, jaz pravim, ali pa kakšna bolj taka erotično, toliko, da se prebere, ne? Ja, no, sej... Malo za, ne vem, istočnico, ne? Ja. Recimo 50 odtenkov sive, mega prodajni hit, ne? Obstaja pa tisoče romanov, ki so res kvalitetni, pa ne pridajo do izraza, ker nimajo takšne platforme prodaje, ne? Nimajo takšne... To je, mislim, da eno čist že se skoraj ne bom zdaj koga prizadel, ne? Je solidno branje, ampak... Ne, se popolnoma strinjam s tabo. Dosti boljše zgodbe pa niso sploh znane, ne? Tudi v Sloveniji ogromno avtorjev pa nihče jih ne pozna, tudi mene verjetno, ne, saj budimo iskreni, ker se še spenjamo, ampak jaz pravim, če imaš voljo, bo to vse pozneje tudi prišlo enkrat do izraza. Ja, saj tukaj je res tako, to je ena tema za čisto obširno debato, ampak se tukaj že oddaljujeva od knjige. Se strinjam. Tako da se bova malo vrnila, ampak ja, kot si pač rekel, ja, kako si pa bil res sam zadovoljen z odzivom na svoj roman? Tak, recimo medijske publika, bralce. Ja, bil sem zelo zadovoljen, no. Mislim, zdaj tu ne moreš pričakovati neke mega zadeve, ker tudi nisem tak niti načrtoval, ampak medijsko so me zelo podprli, informacije, mislim, te povratne, ki sem jih dobil, so bile zelo pozitivne. Dobro, bilo je tudi nekaj kakšnih kritik, ampak vemo, kak je s tem, ne, saj kritika vsako zgodbo naredi močnejšo. Je pa tudi odvisno, kakšna je kritika, ne, če to kritiko postavi nekdo, ki je malo bolj strokoven, ali pa nekdo, ki mogoče na kakšnem mediju pač v dolg časa napiše kakšno stvar. Ne? Ja, seveda. Zdaj, Alen, prej si omenil, kaj vse počneš z liki med pisanjem in si tudi omenil, da pač vmes koga je treba ubiti, ne? Ker drugače ni nekaj umanjka, ne? Brez teh smrti. Kako pa je recimo z avtorjem, ko si prisiljen oziroma ko je v načrtu smrt enega lika, ki ti verjetno vmes tudi prirase k srcu, ne vem,
je potem to verjetno težko ubiti, svoj lik. Ja, tu pa vsekakor, ker mogoče se zdi to smešno, ne, ker to so vseeno fiktivni liki, ampak ne vem, ko ti to pišeš, je to ta zgodba, ne vem, tistih nekaj mesecev ali pa kako dolgo ti ustvarjaš nekako tvoj drugi dom, ne, ko ti to pišeš, si ustvariš zgodbo, svoje videnje, domišljijo in čisto mogoče malo zaideš in kot si sama omenila, ko v teh zadevah enostavno moraš nekoga ubiti, ker so bitke, ne, in se zgodba lažje tudi razvija in tudi bralec se bolj potem mogoče poistoveti, čustva pritegneš njegova, sam pa potem čutiš mogoče neko pomanjkanje, ampak kakor tudi drugače v življenju pride potem nekdo drug, ki to na nek način mogoče ne nadomesti, ne, se ne bo to grdo slišalo, ampak vpelje se en nov lik, ki je tudi zadosti privlačen in zanimiv, da nekako na tistega pozabiš ali pa vsaj več toliko ne ja. Ja, sicer zdaj v tem trenutku ne bomo izdajala, kdo je umrl, pač gre sicer za bistven lik prvega dela, ampak zdaj tudi jaz se malo izogibam recimo poimenovanjem likov in to iz čisto banalnega razloga, ker pač gre za poimenovanja, ki si jih ustvaril sam. Ja. In ne vem, meni preprosto, ne da se jih ne spomnim, ampak jih vmes čisto pomešam, ker preprosto je toliko vsega, da mislim, kako si to sploh, odkot jemlješ potem te, ne vem, takšne čisto izvirne izraze, poimenovanja. Mislim, ne vem, meni se zdi, da pač tega ne bi niti mogla se tako domisliti, ne? Ali čisto z domišljije. To je zdaj tako težko vprašanje, ne? Z domišljije, ne vem, zdaj mogoče sem kdaj zasledil v preteklosti, ne vem, v kakšnem filmu, knjigi, kakšen lik, ampak sem pa malo tako poiskal večino teh poimenovanj mojih gradov, ne vem, kakšnih teh naravnih znamenitosti, jezer, rek, pa tudi imen sploh ne obstaja, ne? Ali pa mogoče v kakšnih danskih, švedskih pa ostalih besedišč. Ja. Tako da, ne vem. Ja, to so čist neke Malo drugačne, izvirne tvorbe, ki pravzaprav niso ne slovanske, ne, in čisto, mislim, z jezikovnega vidika mi je recimo zanimivo, da to vrstno poimenovanje res nekako deluje potem mitološko. Ja. Ali pa imamo to samo bralci, en ta horizont pričakovanja, ampak res prav, ena imena so bolj klasična, ne, oziroma kraljevska, ki jih tudi poznamo iz lastne zgodovine, ampak nekatera so pa čisto recimo izvirna, ne. Ja, se strinjam, ampak kako si sama rekla, to je ena taka bolj mitološka zgodba, ni zdaj klasičen roman, kjer bi bila neka trenutna imena, pa čeravno iz tujine. Verjamem pa, da v kakih starejših zapisih, sploh pravim tujih zapisih, se pa zagotovo bi ta imena morda našla ali pa v povezavi s kakšnim prevodom, zagotovo bi se po mojem, ne vem, našla, ampak nisem ravno to zdaj izbrskal, sem pa nekako iz glave, no, nekako iz domišljije, jaz tega ne morem drugače razložiti, odkot to pride, nekje zadaj to imaš, zdaj pa če si kdaj to ki je, ne vem, sanjal, ki je spoznal, prebral ali pa samo ušinil, ki si kak časopis ali pa film prebral, pa ti je nekaj tu zadaj ostalo, pa je zdaj prišlo na planu, ne vem. Nekje pač to imaš, jaz pravim. Se verjetno je treba odpreti res en ta nezavedni del oziroma en sanjski pravlični del recimo osebnosti, kjer mogoče ležijo zakopani taki tudi jezikovni zakladi, ne. Jaz mislim tudi tako, ne, ker mislim, da vsi nekako od zadaj imamo ene stvari, ki jih ne damo na plano, ne. Jaz sem mogoče v tej knjigi delček sebe dal na plano, ne, delček bom dal pozneje, delček dam kje drugje, ne, v življenju. In po mojem je to bistveno, ne, ker nekateri ljudje pa se nekako nehote skrivajo, potem pa vseeno ugotoviš, da je bilo kaj zadaj, ne, pa zdaj ne mislim tu nič negativnega, ampak zagotovo vsak izmed nas ima neka svoje močna področja, ki jih skriva, in jaz tudi druge mlade ustvarjalce želim spodbuditi, da ta močna področja pa nekaj to, kaj nosijo od zadaj, da si upajo dati
na računalnik, na papir ali pa v kakšno drugo obliko, zakaj pa ne? Saj pa enkrat je potrebno to dati ven, ker življenje je prekratko, da bi do konca skrivali svoje adute, jaz tam pravim. Ampak se ti tudi vendarle zdi, da gre pri takem tekstu tudi za eno, ne vem, kako bi rekla, en čustven del, da se nekako moraš vseeno malo odpreti bralcu. Se pravi, ne gre zgolj tisto za domišljijo pisanje, ampak tudi nekako eno svojo ranljivost pokažeš znotraj teksta. Ja, se strinjam. Saj pa, če bi, mislim, kdo je prebral ali pa če bi še prebral, bo videl, da ni za to tako temačno, kot sem mogoče zdaj ta odlomek jaz prebral. Tu je veliko takih res lepih opisov, tak narave, kak življenja na gradu, kako so nekoč živeli v tistem srednjeveškem obdobju, kako težko je bilo in pa tudi njihovih doživetij, ljubezni, smrti in pač vse to je en kompleksna zgodba, ni zdaj samo toliko mistično, ker jaz sem se poskušal izogibati nekim preveč fantazijskim dejavnikom, ni zdaj tu nekih ravno toliko nekih zmajev pa čarovnic, ampak so kar dokaj realni liki z malo fiktivnega, fiktivnega ozadja, ampak dokaj tudi realne zgodbe, ki so bile v bistvu nekdaj v srednjem veku, pa mogoče niti toliko ne vemo, pa je bilo dosti takšnega, kar se nam zdaj zdi fiktivno, pa si mislimo, da ni mogoče, pa je bilo. Ja. Sem ravno mislila omeniti tudi te opise narave, zdaj seveda tudi Tolkien in pač pravzaprav v skoraj vsakem kvalitetnem fantazijskem tekstu so ene pasaže, ki pač niso zgolj opisne, ampak so tudi na nek način impresionistične, se pravi, tudi pri tebi gre za ene zelo rahločutne opise narave in pokrajine in teh stvari, že skoraj, ne vem, malo lirične, in so pa notri tudi pesmi tvoje avtorske. Sicer večinoma so vložene kot neke vrste popevčice, ki si jih mrmrajo liki. Zakaj si se pravzaprav odločil za ta vložek pesniški? Ne vem, so te pesmi že bile napisane prej ali si jih takrat vmes napisal? Kako je bilo s tem? Ja, ne vem, zdaj jaz temu ne bi zdaj toliko v teh pesmih, dobro, sem jih nekako komponiral, ampak to so bolj v tem smislu, da služijo kot neko popestritev, da še bolj približajo like, še bolj približajo neko čutenje teh ljudi, ki so tam živeli, da se pač bralec bolj sooči z to zgodbo. In tudi te opise pokrajin, narave, okolja, vremena, pač kar sem vključil, je tudi temu namenjeno, da bralec pade not, ker jaz mislim, da ta zgodba ni toliko realistična, kot so mogoče neki opisi, ne vem, romantični, ljubezenski, krajinski, drugače. In zato moraš bralcu ti toliko tega noter pokazati, da si on lahko točno približa ta svet domišljijski. Zato so tudi noter določeni zemljevidi, grbi teh kraljestev, da zgleda, kot da je v bistvu to realno. Eden me je vprašal, pa kdaj je to zdaj bilo, da lahko to kaj poiščem na internetu, pa sem pravil, to je v moji glavi, ampak očitno se je tak notri vpeljal v zgodbo, da je v bistvu na koncu mislil, ja, pa kje so zdaj ti, Tako je tudi včasih filmi, ker not padeš, enostavno, Ampak to je po moje tudi za avtorja, kako bi rekla, malo neke vrste kompliment, Se strinjam, ja. Dobro, zdaj, to ni za mogoče mi dosti povedalo, ker dosti pa se mogoče niti tako ne ponotranji za takšno literaturo, ali pač ne. Nekdo pa se in zato mislim, da so takšni opisi nekako nujni, da približaš ozadje. Zdaj, ko smo že pri teh grbih, pri zemljevidih, vmes je tudi na začetku vsakega poglavja je tudi ena taka simbolna risba, oziroma to gre za linoreze? Ja. Malo nam mogoče več povej o grafičnem gradivu, kdo ga je pravzaprav oblikoval in kako je to nastajalo potem?
v bistvu ilustratorka je Tamara Rimele. Zdaj več bi mogoče ona povedala, ker jaz se toliko v to zgodbo nisem vpletal, jaz sem samo pač ji dal neke svoje skice, ki sem si jih ustvaril, ne, torej zemljevide, grbe, povedal sem ji nekako, kaj bi naj pri vsakem poglavju potem še bilo malo zgoraj ilustrirano, ona je potem tudi zadevo prebrala in sva potem nekako prišla do skupne točke in to plasirala v knjigo. Je pa ja, malo drugačno, ker je tudi grafična tehnika, se vidi, da je to v bistvu vdolbeno ne, in potem poslikano, kako se je rekla, linores, malo čisto nekaj drugačnega, mističnega, jaz temu pravim, ne, da malo zgleda, malo bolj da te že malo mogoče pritegne. No. Ni pa toliko poudarek drugače v knjigi na ilustracijah, ker vseeno je to roman, ne, drugače je, ne vem, pri mlajših in pa slikanica, kjer pa je to spet v spredju. No, ampak mislim, da dajo neko, že naslovnica da neko občutanje, neko, mislim, da vsaj približno veš, za kaj gre. Ne? Naslovnica vsekakor, ampak vse to je nekako, mislim, da pomembno, ne? Ker če ti nimaš naslovnice, če nima zgodbe zastavljene kompleksno, potem ne more nekako niti malo uspeti, ne? Ker samo golo besedilo, dobro, večino bo pritegnilo, ampak imaš pa tudi bralce, ki so bolj vidni, ne? Torej tipi niso, da morajo imeti takoj poleg zemljevid, neki smerokaz, ne, tega dogajanja. In jaz menim, da je to pri tovrstni literaturi tudi nekaj nujnega. No? Ne tako zelo, ampak vsaj malo da je. No? Mislim, dejansko je nujno, ker recimo sama sem se na začetku čisto malo izgubljala, za kje je to, kje je ono, ker je veliko novih imen, novih opisov, mislim, in potem takoj pogledaš, pač dejansko pogledaš na zemljevid, pa ti je nekako čisto grafično, ti je jasno, kje je kaj in potem malo boljše tudi se potem znajdeš v samem besedilu. Ne? Ja, ker zgodba je toliko obširna, toliko je teh imen poimenovanj, to pa res, ja, da če nisi zbran, pa mogoče knjigo odložiš, za kak teden pozabiš in potem pa vidiš, ok, zemljevid, vidiš neko ozadje in malo spet se ti to pred očmi nariša. Ja, tako da mislim, da pri tovrstnih stvareh je grafično gradivo ena, pač nosi eden čisto orientacijski del, vidik, ja, pa tudi estetski, ker konec koncev teh 5 grbov, ki je notri, so nekako tudi nakazujejo na eno bistvo posameznega kraljestva, ne? Ker vsako kraljestvo ima zadaj eno svoje bistvo, ne vem, eno je recimo malo bolj, ne vem, kako bi rekla, ekstrovertirano, večje, ne? Eno je potem ta Psevdis je bolj mistično, mitološko naravnano, mislim, tudi z magijo se ukvarjajo tam, pač nekako gre za ene različne istočnice oziroma različne podstati, in ravno to je zanimivo, ne? Da se pač ta ljudstva oziroma ta kraljestva med seboj tako razlikujejo. Ja, vse to drži. Zdaj, ne vem, nekdo se bo vprašal, se pa domišljija, ne fantazija, se pa to je kar nekaj, ne? Se to samo nekaj napišeš, zgodba pač se razvije, nekoga ubiješ, pa je to, ne? Ampak v bistvu pa je resnica čisto drugačna. Vsaka oseba na koncu, ne, tako vsaj izgleda, ne, zdaj načrtovano, nenačrtovano, ima svojo usodo, ima svoj del prispeva k tej zgodbi. Ne. In mislim, da je to kar malo bolj kompleksno, no, kako si sama dejala, in tudi nujno za zgodbo. Ja, saj pravzaprav je tudi en del izziva branja tovrstnega besedila je dekodiranje, pravzaprav samo dekodiranje vsega, kar piše, da se znajdeš, ker tudi ti kot bralec vstopiš v neko divjo pokrajino, o kateri ne veš popolnoma ničesar. In je tudi en del adrenalina, se pravi, ni samo zdaj tista vojna, pa kaj se z liki dogaja, ampak je tudi, da se sam znajdeš v tej pokrajini, ki jo je nekdo ustvaril. Se pravi, gre za sicer nerealen svet, ampak v tvoji glavi potem postane realen. In pravzaprav bralec tudi rabi ene te opise, ena pomagala, ene točke, preko katere lahko to pokrajino usvoji. Ne. Tako da dejansko ni samo fabula tista, ki
ki vleče bralca, ampak je tudi ta izziv, ne vem, enega odkrivateljstva, enega popotovanja v bistvu. Ker po moje tudi zato beremo, ker imamo pač vsi v sebi nekje eno skrito žilico popotnikov in nam pač to da neko zadoščenje te pomiritve, tega adrenalina odkrivanja. Ne. Ja, se strinjam, ja, in pravim, vse sem tako nekako strukturiral in se je tako na srečo tudi izpeljalo, da ima nek svoj smisel, ampak se pa ne razkriva se po delčkih in na koncu vsakega poglavja se potem nekaj malega mora zaplesti, ne? Da ti bralca držiš v negotovosti, pa da bo potem obrnil naslednji dan spet nov list, ne? Pa dalje prebiral, ker če bo zdaj odložil, potem to ni nekega smisla. Ne? Ja, če tako knjigo odložiš, je to slabo za avtorja. Ne? Ja, pa dobro, vse je normalno, da vsi ne bodo prebrali do konca, ker tudi mislim, da če smo iskreni, nihče izmed nas ni vsake knjige verjetno do konca prebral, ne? Ampak je pa fajn, da te ena zgodba drži, da je nekaj, kar ni odkritega in da to v tebi potem nekako živi, da želiš do konca prebrati in videti, kaj se bo potem z vsem tem dogajanjem razpletlo. Ja, se to je ravno čar zgodbe. Ne? Ja. Zdaj, Alen, jaz te vabim k drugemu sklopu branja, toliko, da malo še potipava besedilo, pa potem še kaj kratko rečeva. Ja, dobro, zdaj v bistvu nekaj imam pripravljenega, ne? Zdaj mogoče sem se bolj osredotočil na kakšne zgodbe, ne? Ker jaz pač v sami knjigi imam tudi več zgodb, ki si jih mogoče liki pripovedujejo, ne? Zdaj to so tudi najstniški liki ali pa mečevalci, zdaj jaz ne bi tukaj bral ravno teh dvogovorov, ker to ne vem, če je smisel, tako da bom prebral še eno pripovedko, no? Ki si jo pač dva lika najstniškiva pripovedujeta. In sicer srečanje z medvedom. Ne? Torej, fant pripoveduje eni kraljevi hčeri, da je pač zdaj brskal v nekih kraljevih knjigah in naša tudi eno zgodbo, pač želi to zgodbo povedati. Srečanje z medvedom. Bilo je mračno in turobno, zgodnje spomladansko popoldne. Skupino 7 mož smo se prebijali preko enega izmed hribovin na območju Taruma. Pot je bila strma in težka in vidljivost zelo slaba. Komaj da smo napredovali po zasipanem terenu, polnem kamenja in grmičevja. Vmes je začelo še močno deževati in bili smo v pravi godlji. Kolega je zaslišal nekakšno dretje, podobno živalskemu rjovenju. Ostali smo ga pomirili, da zagotovo slišal kakšno vrani podobno ptico, ki si išče pot v ozadju. Šli smo naprej in se ne zmenili za glasove, ki so postajali vse glasnejši in moteči. Čeprav je močno deževalo in si težko slišal kaj drugega razen odmeval dežnih kapelj, padlih na tla, so bili glasovi preglasni. Vedeli smo, da se nekje v naši bližini potika velika žival, se takšno oglašanje ne more pripadati čemu manjšemu. Naenkrat so drevesa v bližini začela šelesteti in se opogibati. Vmes je sledil padec in bilo nas je strah. Pripravljeni smo bili na spopad z vsem, kar bi lahko prišlo iz tistih zelenih vršacev. Zatem se je vse za hip pomirilo in mislili smo, da je mogoče obrala drugo smer in se nam izognila. Bili smo pomirjeni, a ni trajalo dolgo. Ugledali smo velikansko postavo s polmetrskimi šapami in še večjo glavo. Pred nami je stal največji medved, kar smo ga kdaj videli, in zrl v naše prestrašene oči. Videl je strah, ki se pretaka po nas, in to ga je še bolj spodbudilo. Zbežal je v spredje, mi pa smo stali kot prilepljeni. Naposled smo le zbrali moči in začeli streljati z loki in ga nekajkrat uspešno zadeli. A to ga ni ustavilo. Bil je tik pred nami in mi smo zdrveli navzdol. Uspel je ujeti našega prijatelja in ga zalučal daleč stran in mi smo mimo drevesa kot kakšno majhno kepo snega. Začuda ni ugriznil, niti ubil. Bil mu je le na poti in moral ga odstraniti. Bežali smo, a on se ni vdal in nam je bil za petami. Sam sem bil zadnji in po nerodnosti sem stopil na vlažno travo ter padal kot ubit. Komaj sem se zavedel, že je nad mano visela gromozanska senca in mislil sem, da je po meni. Poskusil sem stati, a me je šapa odrinil, da sem bil povsem nemočen. Prepričan sem bil, da sem tik pred onim svetom in se sploh več nisem boril. Medved me je pogledal z ogromnimi modrimi očmi in mi nekaj pičelih sekund zrl direktno v oči, brez da bi trenil. Ti trenutki so bili najdaljši v mojem življenju, zdelo se mi je, da je minila cela ura.
Z mano bi lahko naredil, kar bi se mu zahotelo. Prav nič se mu ne bi bilo treba potruditi, pa bi me razkosal kot staro vejovje. Nič od tega se ni zgodilo. Pustil me je nepremičnega ležati na tleh. Zatem se je obrnil in zbežal neznano kam. Nikoli več ga nismo videli, niti slišali nismo nič o velikanskem medvedu, ki nam je nagnal strah v sleherno kost našega telesa. Pobrali smo se in odšli v drugo smer, da le ne bi več naleteli na to zver. Kaj misliš, je nauk te zgodbe? Vpraša Sergej. Kaj pa vem, da se je potrebno izogibati medvedom? Deček se nasmeje, obrne list in bere naprej. Ko smo se pozneje pogovarjali o tej izkušnji, smo si bili edini v eni stvari. Medved nam ni hotel nič slabega, le zbal se je in na poti smo mu bili. Čeprav bi nas lahko od prvega do zadnjega pobil, nas je pustil živeti. Zakaj? Ker smo mu bili všeč? Ne, to je zagotovo ni bil razlog. Verjetno v nas ni videl nasprotnika, temveč nekoga, ki je ranljivejši od nas, od njega in lahko z njim naredi, kar hoče. Čeprav bi se lahko odločil drugače, nas je le prestrašil, malo odrinil in odšel naprej. Dal nam je največji dar, kar ga lahko dobimo. In kaj je to? Zanimanje vpraša Sora. Ta dar je življenje, vzneseno izreče Sergej s prijetno izbranim tonom. Alen, hvala. Zdaj, kot si rekel, teh zgodb oziroma zgodb vložnic o, se pravi, enih drugotnih pripovedi, ki jih liki govorijo med seboj, se pravi o svojem življenju, kaj so doživeli, ali pa vmes celo govorijo o tem, kaj so prebrali v kateri knjigi, ne? Ne vem, vmes govorijo zgodbe nekih drugih popotnikov, drugih pustolovcev, nekih, ne vem, mislim, na koncu se nam nekako ta svet, v katerem smo, deluje res tisto pestro, no? Kot da posega tudi za nazaj, kot da posega ne samo v to prvotno plast fantastike, ampak še v drugotno plast fantastike. Se pravi, da liki iz fantastičnega romana imajo tudi fantastiko, ki jo berejo, ne? To je bilo čist namen, mislim, ne namensko, čist spontano se ti je to zgodilo, ali si imel prav ta namen, recimo več plasti fantastike odpreti? Dobro, mogoče deloma ja, ampak ko sem pa pisal ta roman, se mi je pa to sproti nekako odpiralo, ker ko sem razvijal te like, so tudi oni nek delček svojega prinesli v zgodbo in ker je to ta mitološka zadeva, ker je dosti kraljestev vključenih gradov in kot vemo, gradovi imajo bogato literaturo, sem nekako potem tudi se odločil vključiti neke zadeve, zapise iz posameznih gradov, iz preteklosti in osebe si to potem tudi nekako izmenjujejo, pripovedujejo, da dobimo potem, kot si sama omenila, nek večplasten pogled v samo dogajanje na življenje in v življenje teh likov. Zdaj, koliko se pa ti zdi, recimo, ta ena kako bi rekla, moralna nota besedila, oziroma, da je vseeno nekako izpostavljeno tisto dobro. Recimo, vidimo, da pač, dobro, en del zgodbe je pač, da eno ljudstvo, se pravi Seki, to pač sovražno ljudstvo, oziroma ljudstvo, ki je sovražnik tem kraljestvom, pač začne napadati te gradove. In pač, ko pač eden od likov najde te ljudi iz enega gradu, ki so nekje zaprti, jih pripelje na pač svoj grad in tam jih pač sprejmejo z dobrodošlico, se pravi, so pripravljeni njim pomagati, jih sprejmejo kot svoje. Zdaj, kako se ti tudi zdi pomembno eno to človeško noto pomoči, ne vem, medsebojne, recimo, ne vem, te čisto človečne pomoči drugemu. Ker pravzaprav so ta kraljestva nekako niso si tako hudo blizu, ampak ko pa se katero znajde v težavah, ko ostane brez doma, brez, ne vem, brez strehe nad glavo, brez surovin, pa seveda takoj lahko ljudje so dobrodošli na gradu in tudi pač tam dobijo zatočišče, dobijo hrano. Koliko se ti zdi tudi pomembno v romanu take stvari, recimo, postaviti malo v spredje? Ja, zdi se mi zelo pomembno, ker to je tudi ena taka preslikava, jaz pravim, življenja, ne? Ker tudi sovražniki se včasih morajo združiti, če želijo preživeti. Ne? To je bilo v zgodovini, to je bilo v času vojne vedno tako, sta se dva sovražnika združila proti tretjemu sovražniku in to je mogoče tudi se odseva v tem mojem romanu, da si ti ljudje, čeprav
si niso tako blizu, ne, so si tuji gradovi, tuja plemena kraljestva, se pa pač morajo sedaj na eni točki pa malo si pomagati, ne, ker drugače ne bodo mogli funkcionirati, niti najverjetno preživeti. In jaz tu vidim veliko povezavo z življenjem in mogoče sem želel tudi kaj sporočiti bralcem, če verjamem, da so to sprejeli, da sploh pa recimo spet ena povezava s tem časom, ne, se zdaj je tudi tak. Vsi smo neki so na nasprotnih bregovih, ne, levi, desni, zgoraj, spodaj, ampak če ne bomo našli ene sredine, potem ne bomo mogli funkcionirati pa biti uspešni. In tako je tudi v mojem romanu, da si moraš pomagati, so si pomagali in ne vem, upamo, da so bili potem na koncu uspešni, ne, zdaj ne vem, če so bili, ne, to pa nekako morajo sami ugotoviti tisti, ki berejo. Ja, ker tako po eni strani danes recimo mislim, v tvojem romanu se mi zdi svet dosti bolj grozeč, ampak po drugi strani pa dosti bolj recimo človekoljuben, kot pa današnji svet, v katerem naj bi vladala pač neka enotnost, neko bratstvo, ampak ne vem, ko pa recimo res pridajo do izraza, ne vem, tisti, ki res nimajo ničesar, ne, pa jih dejansko noben ne sprejme, oziroma se jih vsi otepamo, ne. Tako da nekako ne vidim zdaj ravno tukaj v sodobnem svetu, da bi bila ta kraljestva naša tako odprta, ne. Ampak v tvojem svetu pa se mi zdi ravno to, no, fajn, da si ta kraljestva, da vseeno je ta neka izražena, ena ta človečna nota pomoči, tudi pri tem glavnem liku oziroma pač tem mlajšem sinu, ki pač te ljudi reši in jih pripelje domov, da pač to naredi res iz ene čiste človekoljubnosti, ne iz preračunljivosti, ampak ker gre za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Ja, res je, ne vem, to sem nekako vključil, ker je to tudi v meni, ne, mislim, da tudi vsakemu izmed nas je tak, da teži k nekemu dobremu pomoči sočloveku, ne. Verjamem pa, da v kakšni izkušnji ali pa vsak je pa imel v življenju tudi kdaj delček sebe, ki pa je, ne vem, želel komu kaj slabega, ne vem, ko se ti kaj tebi slabega zgodi, ne, ali pa si komu malo pravi hribče, ne. Verjamem, da včasih smo vsi že imeli tako izkušnjo, ampak pomembno pa je, da ohraniš neko pozitivo, eno dobro misel in da na koncu zmaga tisto, kar mora zmagati, ne pa tisto, kar ne bi smelo. In tako je tudi v večjem delu moje zgodbe, da liki poskušajo delati neke dobre zadeve, iz sebe potegniti tisto najboljše, kar oni mislijo, ne? Ni pa nujno, da je to najboljše za kraljestvo ali pa za ostale ljudi, ne? To je pa tudi druga zgodba, ne? Ker vse, kar mi mislimo, da je najboljše, pa mogoče ni najboljše tudi v resnici. Ja, vse tako črno-belo vendarle ni, ne? Ja. Tudi v romanu ne, tudi v likih ne. Tudi tvoji liki vmes komu pač predstavljajo ne samo dobro, ne, ampak naredijo tudi kakšno zmešnjavo, kakšno, ne vem, napako ali kakorkoli, ampak to je pač čisto človeško, ne, tako da tudi liki morajo biti človeški. Alen, mislim, da sva lepo zaokrožila zdaj s tem motom najin pogovor o tvojem romanu oziroma o Mečevalcu. Zdaj za konec pa prej si omenil, da pišeš detektivski roman. Kako se recimo pisanje detektivskega romana razlikuje od pisanja fantazijskega teksta in ali si se pri Mečevalcu naučil recimo kaj, da ti je zdaj lažje detektivko pisati? Ja, nekako najprej, ko sem končal ta roman, sem začel pisati drugi del Mečevalca, ne, in sem ga tudi nekje pol zapisal. Potem pa sem nekako to zgodbo odložil, sam ne vem zakaj, in sem pa dobil potem neko eno novo zgodbo od zadaj, ne. Mogoče tudi zato, ker je to povezavi s tem, kar jaz gledam, mogoče po televiziji, dosti detektivskih zgodb, in sem eno tako tudi zdaj že zapisal, je že končana, torej roman sem že detektivski, ki bo, upam, išel spomladi naslednjo leto tudi dokončal. Je pa seveda kar bistvena razlika, ne? Ker ta detektivski je dosti bolj realen. Se dogaja tudi zdaj v tem realnem času. Ne? Ni recimo povezan s korono sploh ne, ampak je pa v tem času, pred 2 letoma nekje se začne. V Murski Soboti se bo dogajalo, tudi to mislim, da bo prvi roman, ki bo opisal neko
kriminaliteto v Murski Soboti in umore v Murski Soboti, ker ne vem, ne poznam nobenega romana, ki bi to zgodbo nam povedal, da so kdaj bili kakšni umori v Murski Soboti. Mogoče bo to tudi ena zanimiva istočnica za bralce, ne? Pa zopet nič slabega ne želim s tem povedati, ampak nekako mi je ta detektivska zgodba blizu. Je pa, seveda mi je lažje, ker sem že en roman izdal, nekako sem se lažje lotil, besedilo je še bolj steklo, je pa po svoje mogoče manj zahtevno za bralca, ne, ker ni toliko imen, ni toliko nekega zgodovinskega ozadja. Je pa spet zgodba taka, da te malo taka malo občutljiva tema, ker imamo recimo v to zgodbo vključene tudi mladoletne osebe, ki so pač preživele neke travme, bile priča nekim zadevam in mislim, da bodo bralci kar hitro začutili to zgodbo. No? Ja, mislim, sama se tudi veselim, ker pač, ne vem, pač ko začneš brati enega pisatelja, te seveda zanima, kaj je potem njegova naslednja poteza, tako da res želim ti veliko uspeha z novo knjigo, naj najde eno lepo pot med bralce, tudi če kot praviš se ukvarja z delikatnimi temami, ampak pisatelji smo tukaj zato, da pač nekatere stvari tudi detabuiziramo, da jih odpiramo na svoj način, da se o njih govori, da se o njih razmišlja. To je tudi eden izmed namenov literature, se pravi, da ne ostajamo zgolj na lepem, varnem polju, ampak si tudi vmes kaj drznemo. Mislim, da je to dobro tako za nas kot za družbo, tako da upam, da bo tvoj roman dobro sprejet med bralci. Ja, hvala za eno dobro spodbudno besedo. Jaz tudi upam, pravim, enkrat naslednje leto, v prvi polovici leta, verjamem, da mi bo uspelo ga izdati. Kot si pa samo omenila, jaz mislim, da je to bistvo, ne zdaj samo, ne vem, kako pravim, jaz pisatelj, ampak jaz sem pisec, jaz se nimam za nekega pisatelja še zaenkrat. Jaz temu pravim ljubiteljsko pisanje, pa ajde, pisateljstvo, da je naš namen, da pač nekaj sporočimo, se pa vsako knjigo nekdo nekaj sporoči. Zdaj nekaj slabega ali pa dobrega, na nekaj želiš opozoriti in tudi jaz ne želim, recimo pa zdaj s tem novim romanom, opozoriti na tudi kakšno družbeno tematiko, problematiko in jaz pravim, da to ni nič slabega, ker s tem samo povemo, da problemi obstajajo, da si ne zatiskamo oči, da jih ni, ker so. Sploh pa zdaj, v teh zadnjih 2 letih se je to še zdaj, mislim, da še bolj ponotranilo. Ampak še enkrat hvala in ja, upam, da bo dobro sprejeto. Ja. Ampak Alen, ti praviš vedno, da si ljubiteljski, da si pisec. Kdaj pa boš pisatelj? Ker pri nas ni faksa za pisatelja, ne? Koliko knjig po tvojem moraš imeti, da si pisatelj? To je pa spet eno dobro vprašanje, na to vprašanje ne bi znal odgovoriti. No, malo sem te zdaj samo potrezala, ne? Ampak pač. Nekdo reče, da si pisatelj, jaz pravim, da sem nekako, ljubiteljski pisatelj, jaz temu rečem, ne? Mislim, da vsakdo, tako kot pri vsaki drugi stvari, potrebuješ kilometrino in samo z eno knjigo ti še nisi, jaz pravim, na konju. To je dober začetek, ampak ko bom pa enkrat 3-4 take obširne tematike obdelal, kot so moje, pa bom zagotovo lahko povedal, da pa zdaj pa že nekaj izkušenj na tem področju imam in da sem pa mogoče, upam, da bom enkrat tudi uveljavljen pisatelj, ampak ni pa to zdaj sploh moj nek cilj. Jaz samo želim pač nekaj sporočiti, povedati en delček svoje zgodbe in upam, da se vsaj, tudi če se vsaj eden ali pa 5-10 bralcev s tem poistoveti, pa da najde nek svoj smisel v tem, je meni to čisto dovolj. Ne potrebujem zdaj nekih mega zadevščin. Ja, mislim, dobro si povedal to. Tebi pa tudi še enkrat hvala, da si se pridružil mi danes, da si nam podelil z nami svojo izkušnjo, svoje misli in seveda tudi svoje besedilo. In upam, da se pač vidiva še kdaj na tem odru z drugim romanom. Jaz verjamem, da se bova, tako da hvala za povabilo in tudi vsem vašim poslušalcem, ki to spremljajo, en lep večer, pa vse dobro. Ja, hvala, Alen. Vam, dragi Hvala, publika. Upam, da ste uživali. Vam, dragi poslušalci in poslušalke spletne verzije oddaje Splet besed,
pa tudi želim en lep večer in da se nam pridružite znova čez 2 tedna. Nasvidenje. Nasvidenje.